Pozdravljeni, dobrodošli v novi poletni epizodi oddaje Popotniški snap. Z vami sem moderator Tilly Nipič, ki bom vodil današnji potopisni dogodek. Kot vedno smo veseli udeležbe vsakega od vas. Oddajo za vas organizira Popotniško združenje Slovenije, organizacija, ki spodbuja tako mobilnost mladih kot trajnostni turizem in ob tem povezuje mladinske hostele Slovenije. V ta namen izvajamo veliko projektov, od popotniške oddaje do spletnega časopisa Globetrotter, ki ga verjetno že poznate in v katerem lahko izbirate med različnimi potopisnimi vsebinami za prostočasno branje, nasvete za potovanje in tako naprej. Partnerska organizacija naše oddaje je tudi MKC Maribor. Danes pa bomo z vami oba moderatorja oddaje. Rudi Medved se nam predstavlja kot gost, ki nas bo popeljal v Južno Ameriko, v Argentino. Natančneje, odkrivali bomo prostrano pokrajino Patagonijo. Naše potovanje bo obsegalo kar 2 dela, tako da bomo zdaj začeli s prvim. In tako da, Rudi, pozdravljen v oddaji, dobrodošel. Na strani mesta, seveda. Ja, živijo Tilen, pa živijo vsi. Zdaj bi bilo čas, da mi začnemo kar čim prej s predstavitvijo, saj imamo veliko dela pred nami, tako da lahko kar deliš zaslon. Ja, bom kar začel deliti, da jim boš povedal. Pa vidiš, dej? Se vidi moja prezentacija? Ja, se vidim. Se vidi. Samo da še povem, vsi, ki nas spremljate, lahko svobodno postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo odgovorili tekom predstavitve in na koncu. Izvoli, Rudi, beseda je tvoja. Ok, kar začnemo. Ja, še enkrat živijo vsem, no. Sem Rudi in ja, danes bom govoril o svojem potovanju oziroma ja, nekih počitnicah, dopustu v Patagoniji, ki so bile del mojega večjega potovanja, ker ta moja prezentacija, ki bom sicer več slajdov preskočil, obsega moje potovanje skozi te 4 države, Argentina, Čile, Mehika in ZDA. Ampak ja, danes bom govoril res samo o Patagoniji, ker že zadnjič, ko sem imel enkrat potopisno o celem 6-mesečnem potovanju, ki sem ga imel, ni bilo ena ura ni bila zadosti itak. Tako da ja, upam, da za to 3-tedensko potovanje po Patagoniji, tako ker sem imel, da bo dost vzel v 2 delih, no. Tako da ja, če bom pa kaj predolg ali karkoli, pa Tilen kar ustal. In ja, zdaj, kako sem se sploh odpravil v Patagonijo, to me vsak vpraša, ne, in ker sem letel najprej oktobra lani v Buenos Aires, in vsak me vpraša, no, zakaj si se pa za to odločil, za Buenos Aires, za Argentino, sploh ne. In v bistvu povod je bil Patagonija in povod je bil v bistvu to, jaz sem bil lani v Bolgariji, saj stilno sva imela tudi že potopisno o tem, v mojem času v Bolgariji, na festivalu za digitalne nomade, ker sem bil lani 1 mesec in ja, tam sem v bistvu spoznal eno Američanko in sva skupaj šla parkrat takole v hribe in se pa zaštekala in me ona vpraša, to je bil julij, ne, in me vpraša, a ti šel decembra z mano v Patagonijo na trekking? In jaz tako iz prve rečem, ja, greva. In tako sploh sem vedel približno, kje je Patagonija, ampak nisem nič vedel veliko o tem, kaj je to, kaj je potrebno, da pridem tja, karkoli sem rekel, ja, gremo. Ker sem itak planiral, da bi pozimi šel nekam na topleje, ne. Tako da je bilo bolj tako, da sem si jaz planiral in sem šel oktobra prej v Buenos Aires in sem bil tam 2 meseca in pol sva se z njo dobila v Buenos Airesu in iz Buenos Airesa letela na jug. Najprej sicer v Čile, ne, ker Patagonija obsega, to zdaj že kar preskočil, ja. Patagonija ni prav regija, kot da bi rekel pri nas Prekmurje, Zasavje, Notranjska, ampak je Patagonija v bistvu se nekako neuradno reče delu, ki se ga delita Argentina in Čile, to je jug kontinenta, torej nekako si ga obe državi delita, si to krajino, bi lahko rekli, tem Patagonija, ki tudi ni samo, da bi rekel, da ima ali eno klimo ali eno značilnost, zato ker ima in puščavo in hribe in čisto na jugu, ker je pač to pri Antarktiki, je pač zelo raznovrstna in ogromna, ne, mislim, to Patagonija je res več kot samo, zdaj, ko mogoče nekateri vidimo samo
ta logotip Patagonije brenda, ne, znamke za oblačila. Vidimo samo te gore, ne, ampak drugače je to vseobsegajoče in res je, tako je pa, kar pa je značilnost, no, da tam skoraj nobeden prebivalci se ukvarjajo samo s turizmom, večinoma, ne, 90%. To nam je tudi vodička dol rekla, če ne bi bilo več turistov, mi ne bi živeli, ne, ker pač je res samo turizem. Zgodovinsko je pa Patagonija, no, so pa bili tam te staroselci do, mislim, da nekje začetka mogoče 20. stoletja, konec 19. So še bili tam staroselci, ampak kakor vemo, so pač itak Španci in ostali Evropejci so pač v bistvu kar iztrebili te staroselce iz cele Latino Amerike, ampak to v Patagoniji dejansko ni niti ena, mislim, da tako, niti enega od teh prav še živečih staroselcev. Če bi lahko tukaj prekinil, da imamo eno vprašanje. Torej, kot si govoril, da je Patagonija tako že turistična, dosti teh točk masovnega turizma že v tej pokrajini, ali je še vedno bolj tako nadkrita? Ja, sigurno je to masovka, mislim, je pač ena od ne vem, mogoče, če bi tako gledal, mogoče top 10 točk za iti trekati, tako za ljudi, ne. Čeprav mogoče pri nam Evropejcih še ne toliko, ampak pri Američanih pa ne. Zdaj mi, ko smo šli na trekking, smo bili v grupi, v grupi tam, ko trekaš, ne, pač pa vidiš ljudi, so res samo Američani. In ne vem, Francoz je bil zraven, Nemec, sigurno noben iz vzhodne Evrope, tako noben ga nisem spoznal, slišal kak jezik. Res samo Američani, ker je pri Američanih je res popularno, ne, da sploh za tem, ker mi da smo šla, to je bilo od 19. mislim, ja, do 18. decembra pa do začetka januarja, ne, se pravi čez praznike, kjer je tam poletje, na jugu kontinenta je takrat poletje, in je bilo res pač sami Američani so bili, no, tako. Tako da ja, sigurno je masovni turizem, sam se pa nekako tudi razgubi, no, ker je pač res tako ogromno, ne, in tako da nisi prav tako, da bi rekel, kot neka Venecija, no, to ni, ne, ampak je pa sigurno dosti obljudeno. Kar pa sicer, tako kot sem rekel, ne, je pozitivno za to regijo dejansko, ne, ker to je 1000 vodnikov, ki ima zaradi tega službo, ker pač tam vodi ljudi. Tako da iz tega vidika ekonomsko, tam se ne bi nič ekonomsko dogajalo, ker drugi tam se ne bojo tovarne gradile, tam ne bojo ljudje živeli. S kmetijstvom se zelo malo lahko ukvarjajo, ker je pač res je tako puščavsko, pa vreme je tako, da ne moreš tako se vedeti, tako da turizem dejansko rešitev za to regijo. Tukaj se pa zdaj pojavilo tudi vprašanje iz publike, Sandro zanima, kje pa se ti je zdelo, da je največ turistov? Zdaj pa mogoče, če kakšna specifična lokacija tam, je takšen. Ja, sigurno, ko so šla na čilenski strani, v ta park Torres del Paine, o katerem bom govoril, nacionalni park Torres del Paine. Tukaj je zelo, zelo turistično, tukaj se gre tudi na veliko izletov, pol naprej grejo ljudje dol na tele velikonočne, Easter Islands, ki so tudi na čilenski strani, na zahodni obali, ne. Mi pol tudi dol na Antarktiko, tako da tule se nekako tudi, tule imajo veliko teh day tripov na tem Torres del Paine, ne. Mi dva smo šli na trekking, ki je 8 dni, ampak večina ljudi pride res samo na day trip, na dnevne izlete, ne. In pridejo res, pol grejo z barkico tja, pa z busom, pa en hike naredijo, pa grejo nazaj, recimo, ne. Tega je največ, ne, mogoče tega instantnega, medtem ko ja, to, ko so šla pa mi dva, to na to težijo, ne, probo, tukaj je pa pač manj gužve, ne. Samo o tem, ja, bom povedal tudi, ko pridem do tega parka. Upam, da sem dobro govoril. Ja, zdaj, če grem mogoče res na hitro, no, ker pač ja, največ tega mojega potovanja je bilo v Argentini. Saj ne bom šel res detaljno v zgodovino, ampak ja, Argentina je imela zelo barvito zgodovino, no, pač od koloniziranja, kot sem povedal, od neodvisnosti pa pol do vojn notranjih, pa pol postala dejansko najbogatejša država v Južni Ameriki, pa 7. na svetu. In pol takoj po veliki depresiji leta 26 šlo vse dol.
Pol tudi po drugi svetovni vojni, spet visoka inflacija, uničila ekonomijo in od takrat nekako se niso opomogli tudi, ne, in dejansko že od 2001 je nekako malo bilo rasti, ampak še zmeraj je huda recesija, ne, in inflacija. Tako da ja, to je samo en primer, no, kako je z denarjem. Tukaj na grafu vidite, na spodnjem grafu vidimo inflacijo, ne, to je 108% je bila aprila, zdaj je še višja. In na zgornjem grafu vidimo, koliko je peso, vrednost pesa v primerjavi z evrom, ne. Torej, maja je bilo 525 pesotov 1 evro, ne. In tam na desni strani vidite, to sem jaz šel zamenjati denar, ne, ker pač tako moraš iti zamenjati in dobiš take, tukaj je 100,000 pesotov in to je bilo takrat, ko sem jaz bil nekje 300 evrov, ne. Takrat je bilo še tako 300-400 pesotov 1 evro, zdaj je že čez 6. Tako da sam to, da si predstavljate malo in ja, to spet no uteži, to nekako malo logistično, kako se premikaš po državi in kako greš na take dopuste, kot je Patagonija, kjer je bil pač ja, zelo velik zalogaj za organizirati in plačili in vse, no, res je tako zahtevno zaradi tega, ker imajo tako pač finančno situacijo. Sicer je dobro za nas, ker z 1 evrom ti veliko dobiš, ne? Ampak ja, je pač težje dobiti ta denar, ker moraš iti čez ne vem koliko menjalnic pa denar zamenjati na take načine, ki ti niso glih všeč, in pol s takim šopom hoditi domov iz menjalnice, ne, ker tudi ti ni prijetno. Torej se vseeno splača se danes potovati v Argentino, glede na to, da je evro tako več vreden kot. Sigurno, mislim, če je kjera destinacija, tako zdaj, je res, da je daleč za nas, ne, pač jaz sem rabil 24 ur leta, da sem prišel do tja, do Buenos Airesa, in pol še, če greš do Patagonije, še dodatnih iz Buenos Airesa, da letiš v Patagonijo, je še 3 ure pa pol, ne. Tako da niso, pa je to ista država, recimo, pa potuješ 3 ure pa pol z avionom. Tako da za nas so itak te razdalje nepredstavljive, za Evropejce. Ampak ja, če hočeš finančno neko cenejšo državo, plus s tem, da je zelo varna, mislim, zelo pač, merjavi sploh no, za Latino Ameriko velja kot ena bolj varnih držav, sigurno, tako da iz tega vidika pač, ja, če kdo to išče, pa sploh tako naravo, kot je Patagonija, pol je to, ja. Ni pa mogoče res zdaj ne vem, če bi se jaz odločil samo za dopust, da res iz Evrope letim samo za Patagonijo, pa nazaj za 3 tedne. Ne, to ne vem, če bi se mogoče enkrat v življenju, ja, ampak tam je bilo glih res tako priročno, pač da pol tako iz Buenos Airesa letiš dol, ne. Tako pa res, da bi šel tja sam za 3 tedne, je pa kar huda, ne. Zaradi logistike. Ja, no, to ne bom šel toliko v detajle, edino to bom povedal, no, ker je povezano s Patagonijo. Jaz sem bil takrat glih v času, no, svetovnega prvenstva v Argentini, ne. In kot veste, je pač Argentina zmagala in to so slike iz polfinala, sicer, ko sem bil še v Buenos Airesu, to je bilo na tej ulici, sem jaz dejansko živel. Ta na levi strani je razgled iz mojega okna v Buenos Airesu. In tako je izgledalo, ne, so se pač bila žurka tako do jutra, ne, mislim, ko so zmagali polfinale. In to so res tako, to je ena od tistih doživetij, ki ga po mojem ne bom nikoli več doživel, da si v taki državi, ko tukaj časti fuzbal, pa da takrat zmaga na svetovnem prvenstvu. Po mojem je to res taka unik, en tak, ga ne moreš kupiti, ne, zdaj, da bi rekel, jutri bom pa imel isti experience, ga ne moreš. Ker res to vidiš, te emocije, pa mislim vse, da za to živijo, no. To je bilo na tisoče in tisoče, verjetno. Ja, na ulicah. 10,000. 10,000. 100,000. Ja, ker itak Buenos Aires ima 8 milijonov prebivalcev in to se tam 100,000 ni nič, ne, če se zbere na enem mestu. Je bilo noro in ja, finale sem pa gledal v Patagoniji. Zato, ker smo midva 18. decembra, to je bilo, ne, 17. To je bilo 2 dni pred mojim rojstnim dnevom, sva letela v Patagonijo. In 18. je bil finale, 18. decembra, tako te slike so iz po finalu. In sva bila sicer v mestu El Calafate, to je verjetno največje mesto tam na argentinski strani Patagonije, in kamor vsi priletijo iz Buenos Airesa, ki ima letališče, ne. In je
mehen mest je, to je tako kot, ne vem, to je kot Portorož, recimo zdaj, tako ga primerjam, tak rezort, mislim, niso hoteli, glih veliki, ampak tako taka veličina, pa tako, sam turistična, ne. No, in ja, je bil takrat 18. finale, tako da so takrat to še gledala v mestu in je bilo, ja, pač itak noro vzdušje, sicer nič proti Buenos Airesu, ne, ker se dosti manj ljudi in tudi dosti turistov, ne, pač, ker itak je pač, kot mi dva, ne, so bili tam turisti in smo tudi mi pol zraven gledali in žurali in tako naprej. In ja, 19. smo še moj rojstni dan praznovali, tako je 2 dni praznovanja. In ja, v bistvu 20. v bistvu je bil plan se odpraviti na čilensko stran Patagonije, ki je 3 ure z busom iz tega mesta El Calafate, ne. Se pravi, čez mejo moraš iti v Čile, ne. No, še tole, no, to je pač, to je že ta mesto El Calafate. In tam na levo je muzej ledenikov, ki je tako dosti nov, tako zelo zanimiva atrakcija za pogledati, res vse, tam je res dosti ledenikov in dosti daje na to raziskovanje ledenikov, ne, vse krtijo, špirijo in tako naprej. In je zelo zanimiv muzej, tako, za pogledati, za več informacij o tem, kako nastane ledenik, kaj je pol navezavo na ta global warming in tako naprej. Zanimivo, v kakšni pokrajini se ta arhitektura nahaja, mislim, da zelo čudovito. Ja, ker je zelo zanimivo, ker je tako puščavsko, ne, tam imaš pa pol gore, pa sneg, ne, tako in ta jezer tam zraven, tako zelo, ja, suha pokrajina, zelo, ne, pač, kakor vidite, itak so kaj kaktus, mislim, tele grmovje komaj da raste, tako da je res zelo, zelo suho, no, kar, ja, vidiš, kakšne razlike, ko prideš iz, ne vem, Buenos Airesa, ko ima vlago, ali pa tudi z Evrope, ne, pol dol, tako, ne čisto v zrak. In vetrovno in nepredvidljivo vreme, ker je pač blizu Antarktike dokaj, tako da, ja, so kar vremenske razmere. Ampak, kakor vidite, sem bil v kratkih, ne, tukaj, to je itak poletje, ne, tule je bilo res tako, prvi dan, ko so prišla, to je bilo 17. v jakni, ne, bundi skoraj mogla biti, ker je tu pihalo. Za tisti dan, ko je bil, če vidite, kle slike, stolo prvenstvo, folki v kratkih, ne, to je bilo že en dan kasneje vroče, tako da spreminja se fulno. Te lahko vprašam tukaj, če si obiskal ta znameniti ledenik, mislim, da se mu reče Perito Moreno, če se ne motim. Imam na naslednji Okej. naprej, to bo mogoče za drug del. In ja, no, tako da midva 20. smo imela plan v bistvu iti naprej. Ampak ja, so to uspelo prvi zapleti, ni šlo vse smooth, ne, pač že, tako bom rekel, že planiranje tega dopusta, ne, 3-tedenskega, za naju velik izziv, pač tako, nisem še imel toliko stvari za razmišljati o enem potovanju, kot sem zdaj mogel razmišljati, ker je res, no, ja, predvsem rezervacija kampov, no, je tako res kar problematična, pa pol avion, pa vmes se nama en avion skenslal dejansko, septembra že, smo mogla drug avion bukirati. Sva dobila nazaj samo, ne vem, 30% vrednosti po enem letu, sicer ne. Zdaj, pred kratkim, no, šele sva dobila nazaj denar. Tako da, ja, res je bilo tako stresno za bukirati. In pol okej privati, ja, je bilo vse super, kot sem rekel, 2 dni praznovanja, top, ne, super. In drug dan res morava iti, ne, 20. mislim, da je bilo planirano, ali 21. da greva. In kaj se zgodi, ne, mi sem imela bus ob 8. zjutraj iz tega El Calafateja v Čile, torej z Delpine. In jaz se zbudim tako ob 6. zjutraj in jaz kar naenkrat tako potuhtam, pa kaj treba mogoče za Čile COVID potrdilo, ne, nekaj me prešinilo, ne. In jaz tako dejansko gledati na internet in dejansko Čile tako ena izmed redkih držav, ki je takrat imela, da moraš imeti potrdilo o cepljenju, ne. Ful, ne, ta, ne vem, 2-3 doze, koliko, ne, jaz sem pa samo eno. In ona tudi, ne, ampak ona je imela kao z nekim drugim cepivom, pa je to šlo. In jaz pol tako, to ne vem, če šlo čez mejo, ne, in pol sem dejansko klical tam neko pa na recepciji vprašal, se reklo, da ja, ni šans, ne, to ne bo šlo, tudi ta firma je rekla, ne, moraš najprej pokazati, da si cepljen. Nič sem rekel, okej, ura je bila 6:30 zjutraj, sem rekel, nič, grem se res testirati, ne. Pozitiven, negativen test tudi velja, ne. In dejansko pol
vzamem taksi, grem do zdravstvenega doma, zaprt zdravstveni dom. Ker je bil tako 3 dni praznik, ker je Argentina zmagala na svetovnem. V celi državi, ne, praznik, pač nič ni delal. Bolnice, pač, ja, en je tam rekel, ja, ne testiramo, pol nekako se najdel eno privat ambulanto, pa oni so delali. Smo šla tja in sva se oba testirala, ampak so rekli, da traja 24 ur, da dobiš rezultate, tako da sva lahko skenslala avtobus in rekla pač, ok, naslednji dan greva v Chile. Bukirala nov bus, mogla skenslati tam hostel v Chilu, ker sva en dan mogla prespati, ne. In mogla predstaviti neke te rezervacije kampov, ker tam moraš pa vse kampe naprej rezervirati v tem Torres del Paine. Pač ne moreš priti tja brez rezervacije kampov, da pač nas pustijo v park, ne. Tako da, ja, to je bilo pač moja spet napaka, ker to je bilo itak izven covida in nisem pogledal, a je res sploh treba cepivo ali ne. Tako da, ja, to je bilo malo logističnih zapletov. Vse meni je bilo ok, ker jaz sem rekel, ok, jaz tudi, če grem en dan kasneje, ni bilo glih ok, ker pač je bil to za njo dream trip, da gre v Patagonijo in ja, ni bilo glih odnos en dan ni bil ok, ampak ok, je pol šlo, no. Ni bilo večjih težav pol. In ja, pol sva se dejansko drug dan sva dobila nazaj rezultat, negativna, šla čez mejo. No, ja. Če te lahko tukaj prekinem, ko smo zdaj pri teh varnostnih omejitvah in tako naprej, so se pojavili 2 vprašanji s strani gostov, pa bom prebral torej spet od Sandre. Če ti je bil všeč Buenos Aires, si imel kakšen občutek, da ni najbolj varen kot vsa velika mesta? Niti enega slabega občutka nisem imel v Buenos Airesu, razen, mislim, jaz sem tudi šel na avtobuse pa javni promet ob polnoči, ne. Ok, takrat se mogoče malo počutiš tisto. Ja, mogoče lahko kaj gre narobe, ampak pač itak pol ni šlo nič narobe, ne. Ampak tako malo se počutiš sketchy, ne, če pride kdo pol na avtobus, kak sumljiv, pa tako mi šok je polnoč, nobenega ni okoli. Ampak večinoma sem se pa res s taksijem, ker to ti res vsak reče, pač po noč se s taksijem prevažaš. Ampak res tudi z vsemi tam, ko sem govoril, ker nas je bilo veliko tujcev, noben ni imel nobenih težav, tudi lokalci so nam rekli, nič ni. Je en del, tako južno od Buenos Aires, mislim, južni del Buenos Airesa, tam, kjer je ta Boca Juniors stadion, ne. Dejansko sem zdaj na Argentinko tam hodil okoli stadiona, ker tam je zelo turistično sicer, ne, ker je pač tudi ta, se reče, zdaj sem pozabil zelo barvite ulice so in tako, tam plešejo tango še kar tako, res je, tam je tango kao enostavno, tam v tem delu, zdaj sem pozabil ime, tega predela, ampak tam okoli stadiona, ne, sva midva hodila in ona reče, ja, v to ulico pa jaz ne grem, tle je nevarno, in tako lokalka, ne. Tako da tam okoli je kao bolj tak nevarno, no, ampak dejansko tam okoli centra pa res nič. Šel sem v Rosario vmes, to je tako, ne vem, mogoče 4. največje mesto v Argentini, je pa kao najbolj nevarno mesto v Argentini, tam pa so, no, malo te tolpe, malo pač skozi neke spopade in pač ja, spet ne smeš v neke predele iti, malo več predelov sicer, no, je kao bolj sumljivih, ampak tudi tam, no, od razen kakih pogledov, ker itak si me takoj videl, plave očke, malo svetle lase, visoko vejo, da nisi pač lokalc in tudi tako malo gledajo pač po strani kaki tipi, ampak ja, načeloma ni, no. Nisem res občutil nič nevarnega. Torej, te pa še lahko odgovorimo kar na drugo vprašanje. Torej, Anjo zanima, če je še vedno toliko policajev na ulicah v Buenos Airesu. Ne, mislim, da jih je bilo tako zelo malo, pač sploh nisem videl veliko policajev, ne vem. Ja, res, to pa nisem opazil, da bi jih bilo veliko. Ne. No, se sedaj pa se lahko premaknemo nazaj na Patagonijo, da smo bomo skočili spet. Ja, super. Itak je dolga, mislim, široka tema. Ja, to še pokažem, no, to je ta circuit Torres del Paine, ki so ga midva naredila, ne. Zdaj, če vidite tamle, midva bi mogla začeti originalno, tam, kjer piše Italiano Conaf, ne,
Frances. Tam bi mogla midva začeti trekking, sam sva to spustila zaradi covida, ne. In gre v desno smer, ne, se pravi v nasprotni smeri urnega kazalca, obvezna smer, ne, pač ne smeš iti v levo stran. In no, midva sva pol začela tam, ko piše Las Torres, Fantastico na desni strani. Tja sva prišla z busom in pol naslednji dan naredila sam ta gor po zeleni, tam do tega Mirador Base de Las Torres. To je en pač razgled, ki ga bom pokazal pol. In pol nazaj in tam spet prespala in pol okoli šla tam po tisti vijolični, ne. In ta vijolična se reče O-Trek. O-Trek in je zahteven, tako 6 do 10 dni, kar pač 110 kilometrov, ker ti združiš, ne, na tem O-Treku se združita zeleni in vijolični, ne. Medtem ko v W je pa samo ta zeleni in ta je zelo turističen, ne. Kle pridejo te day tripperji, kot sem rekel, ne. Ta res ni, to imaš 3-4 dni, ne, in ta je res tak izletniški, ne, tukaj ni nič zahtevne. Medtem ko gor, ne, pa gre čez ene hude prelaze, ki bom pol pokazal, je pa kar pač malo bolj, ja, mislim, ni nevaren, no, razen kar se je z nama zgodilo, ampak drugače, tako, vsak pripravljen človek, malo športen, ga bo končal, to itak, ne, ampak ja, je pa malo bolj fizično pa mentalno zahteven. In ja, no, to je bilo to. Ja, moraš pa res, kot sem rekel, no, to so vse te kampi, ko piše gor, ne. In te kampe ti moraš prej rezervirati, ne. In je omejeno, pač, koliko ljudi sprejmejo, ne, ker ne sme, ne vem, 100 ljudi naenkrat ne sme hoditi po tem W-treku na isti dan, ne. Pač nas je bilo tako 15, da smo pač hodili od kampa do kampa, ne skupaj, ne, pač si tak vsak gre, kadar hoče, ne, tako da sploh ne hodiš. To je toliko kilometrov tam, da ti sploh nikoli ne hodiš z nikomer, ne, pač skozi hodiš sam. Zato, ker je pač tukaj omejeno, ne. In ja, nimaš se kje zgubiti, no, ker je res tako zelo dobro označeno. Tako da ja, no. In no, tako sem bil naložen jaz. Ja, šotor smo imela s sabo, spalko, blazino in hrano smo imela s sabo. To camp hrano, ne, ki si jo tam pogreješ. To smo vse kupila naprej in si dobesedno zračunala, koliko rabiva za teh 7-8 dni. In to mi je bil kar problem, ne, ker pač, ja, jaz tam cel dan hodiš in zdaj moram jaz pojesti tisto eno juhco, ne, in tako da to ni bilo okej. V kampih sicer lahko imajo kampi nekateri kupcler tam, imajo tudi svoje pač kot neko menzo, karkoli kuhajo hrano. Sam sva si rekla, ker je ful draga, ne, sicer v kampih tam hrana, ker valjda to je res remote. En kamp je toliko remote, da samo s konji lahko pridejo tja. In nesejo zalogo s konji. To res. Drugi kampi so pa samo za 4-kolesce, ne, ker lahko pridejo tja. Res so to hude. Tako da res je to oddaljeno od vsega, ni tam trgovine. Tako da je res zelo zanimivo. In moraš imeti vsakem beri hrano s sabo, ker če se kaj zgodi, karkoli pa če treba imeti. In ja, že moj šotor sam je bil enih. Ja, moj cel ruzak, kar sem imel tole, je bilo 20 kg zihar, ne. In na dan 20 km narediš poprečno nekak, ne. Tako da ja, je bilo kar prve 2 dni zahtevno za hoditi. Ampak to si Hitro, pardon, da te prekinjam. Pardon, povej tudi do konca, sem te prekinil. Ne, tam to, težko je bilo, ker sem pač jaz mogel nositi šotor za velik šotor, ne, ker pač valjda nisem dal, da ga ona nos, ne. To je bilo zaradi tega težje. Zdaj, če bi šel sam, valjda imaš en mini šotor in ni problem, ne, to pa pač. Veliko litrov pa je imel tvoj nahrbtnik, tak, mogoče okvirno. Ale je 70 litrski, pa je bil čist nafilan, ne. Čist, ja. Zdaj, kot si rekel, da si ti nosil nahrbtnik za oba, pa se je tudi pojavila oziroma šotor, pardon, se je tukaj bilo tudi eno vprašanje še od Anje. Ja, kakšni so ti odnosi s sopotniki, no, da so zanimivi na potovanjih, kako jih obvladovati v slabih situacijah? Ja, to. To je vprašanje, kako jih obvladovati. Ja, mislim, pri nama, tako, no, sej neki so se poznali, neki ne, tako da bi bil tak to malo, ja, to izziv, ne, ker pač, ja, takrat se spoznaš, ne, ker si nekje 3 tedne na samem na trekkingi pa kampiraš, ne. In ja, bil je, no, najprej malo je bil izziv zaradi tega, ker sem rekel, ko sem plani podrl,
Pol pa ja, no, vse to bom prišel do tega, vse je bilo lepo, mislim, vse, ko je vse lepo, je pač lepo, ne. Pol, ko so izzivi, ne, pol pa ima, ampak vse so, ne, kar dobro, handlala kritak, pač se si zrel, ne, in pač handla se nam boš tam skregel, zdaj do smrt, nekje srednji česar, ne. Tako da ni bilo pretiranih tako med nama nekih konfliktov, razen zadnji dan, no, mislim, tam to zdaj malo preskakujem, no, zadnje dni pa ni bilo glih več za kampirati in je pač kar rekla, ja, greva. In ja, kaj češ, pa sva en dan nam je še ostal kempinga, saj ni bilo več kaj takega za videti ali karkoli. In pač ja, ko je bilo dosti in sva šla pač nazaj, ne. Tako da, ja, moram reči, da sem se veliko sam naučil v tem času. To je lahko rečemo, da je tako malo daljši spoznavni tabor. Ja, zelo spoznavni, predvsem. Okej, čakaj, ja, no, to so zdaj pol slike iz treka, ko je šotor, imaš postavljen dobesedno pod goro. In ja, vreme se res obrača tako iz ure v uro. Vidite tukaj v kratkih lepo. Ja, no, to so te znameniti 3 stolpi, Tres Torres, Los Torres. So ja, pač res kar dobro za videti, no, ker je res to navpično. Zelo je tak, ja, vidiš jih nadalje, že zelo tako prepoznavni, no, res je hud sajt za videti. In ja, no, tako, Instagram je pač tako, ne, realnost je pa pač, ja, si gre dol do jezera. To je ena izmed točk, ki je za te daytripperje. Tukaj ni bilo v redu hoditi, ker ti hodiš s 100 ljudmi, ki so tudi nepripravljeni, pa nimajo niti super, ta pravi čevljev pohodniških. To je kar taka modna pista, bom rekel tole, ne, kjer pridejo vsi na slikco. Tukaj pač ja, se mi je bilo lepo videti te stolpe, ampak ni mi bilo tako za neki, kot če greš na Triglav, zdaj sred poletja, no, tako nekaj. Ja, to je bilo pa že, to je pa že tretji kamp, se mi zdi, tako res na samem, ničesar, ne, mislim, to je res je lepo za hoditi in Če te lahko prekinem, se spomnim tistih 2 fotografij Instagram, pa kak je v resnici, tudi ko si imel, ko so imeli predavanja o digitalnih nomadih in blogarjih, ko si imel to razlagal, no, kak je ta fotogenična narava, ampak da je pač neodgovornih turistov tukaj že res mnogo preveč, no, praktično. ja, ker pač to je naredil, to so zdaj ta pričakovanja družbe, da moraš potovati, da moraš slikati, da moraš iti na te znamenite točke in boš šel ne glede na, pač ni važno, kaj kdo reče, ali je to nevarno, ali to ali je Mount Everest nevaren, vsi bojo šli gor, tudi če niso pripravljeni, ne. In pol trpijo itak tam pač lokalci, gorski reševalci, karkoli, plus no narava itak, tako da, ja, ni, no, in Patagonija je ziher ena izmed teh točk, ki grejo ljudje tudi sam res zaradi tega, ker je pač Patagonija kot brand in pa saj sam ne morem veliko govoriti, saj sem tudi jaz bil tam, ker to je zmeraj, ko govorimo, ne. Ampak ja, siguren pa, no, je fajn, da pač si nekako tudi fizično tam pripravljen, ker je pač, če ne drugega, zaradi sebe, zaradi varnosti, ne. Je dobro pač, da imaš opremo in vse. Mislim, se drugače, v Sloveniji se tudi bolj plača kazen, ne, oziroma reševanje, če kakšno se zgodi. Ja. Si moraš pa sam kriti stroške, ne, v takih primerih. Ja, se prav, čisto. No, to je pač pohodniška pot, taki razgledi so. To je bil eden izmed tistih dnev, ko je bilo res lepo. Takole je bilo res pač noro, v kratkih, vroče, na polno, res, tukaj je sekalo. Tukaj je bil tretji dan, ko sva hodila, to je bil nekako najdaljši, se mi zdi. Ja, takole izgleda, je tako kamp, zelo lep. Tako res čist spet nekje, no, kamp je tam, ko ga vidite tako naravnost, ne, če vidite neke hiške, to je Camp Dixon, ta je bil res najlepši in najlepši dan sem bila tukaj, ne. Tukaj smo naredila 20 kilometrov, prišla v ta kamp in si takole potka do kampa, ne, in si pošla pač po pir, ker pač, ja, prideš tja in ta kamp je imel, ne, pač, ja, alkohol in tudi hrano. Tako da, ja, no, pol naslednji dan, ne,
je bilo pa tole, ne. Pač to je bil nekaj 4. dan, se mi zdi, 5 dan, ko sem šla pa iz tega kampa Dixon, ne, ko je bilo pa takole, ne, res idilično. In so nam itak že zvečer rekli, da tako čisto easy, ne. Jutri bo dež pa nekaj snega, ne, tako morate iti hmalo zjutraj. No, okej, midva pač, ja, normalno, greva hmalo zjutraj. In ja, ko pridemo v ta naslednji kamp, tam začne sneg napolniti, tako kot je bilo na levi sliki, ne. Prideva v kamp, sneg. In ta kamp tudi ni imel tople vode, ta je bil res najbolj tako basic kamp, ne. Nič ni imel, tako res zelo malo stvari. Mrzlo, to je bilo res tako, mislim, še dobro, da sem pač imel, ne, neka oblačila, ampak ti prideš cel premočen, mrzel je in ti moraš šotor postaviti, ne. In to je bil že en spet tistih izzivov, ko smo mogli skupaj res deva zdaj šotor postaviti, roke za tukaj zebe, tam, ne vem, se greš noter tam v kamp noter gret in čakaš in pospat treba iti v takem mrzlem, sneg je padel celo noč in ga je nametalo na polno. In je bilo takole, ne, naslednji dan, ko sem začela hoditi, je bil pa ta je bil najdaljši dan, smo mogli nekaj čez 20 kilometrov, tako 10 ur hoje je predviden. Ampak ja, spet nam reče, jutri bo pa snežna nevihta, ne. Morate iti zelo hmani, sva res mogla že ob 5 zjutraj vstati in, ne vem, 5:30 štartati iz kampa. In ja, prišla v tole, ne. Tukaj se sicer smejim, ampak mi ni bilo čisto smešno, ne, ker to je bil, mi smo mogla priti čez prelaz, čez cel ta prelaz, ki se mu reče John Garner Pass, ne, in je tako pač, si predstavljate, greš, hodiš gor v hrib, ne, tako tukaj priješ iz 400 metrov, moraš priti na jurja 200, kjer je ta prelaz, ne, in potem se spustiš dol in hodiš do naslednjega kampa. In ja, tukaj sem tako malo tudi razmišljal, okej, tule lahko umrem, ker pač, ja, je dejansko, tukaj je veter pihal, da mi je mene prestavljalo, pa nisem najlažji, in sem mogel se prav s palico tako opreti v sneg, da me ni podrla na tla. In njo je enkrat podrla na tla in je tako padla z roko v kamen in se je pač tam začela jokati in to je bilo sredi nevihte. In pol jaz valjda sem tako malo, takrat sem bil še malo spredi pred njo, ne, ker sem mislil, okej, se je kul. Ne, pol sem itak mogel z njo hoditi pač, ker valjda ne moreš samo pustiti, ker ti tudi ne vidiš nič naprej, ne. Tako je bilo res, nič nisi videl pred sabo, nič. To je pihalo ti v učke, zmrznjeno je bilo vse, kakor vidite tam. Jaz sem 2krat stopil v ledeno vodo, itak s premočljivimi čevlji, ne, s tem pohodniškimi. V roke me je toliko zeblo, da jih nisem čutil, prstov. Pač res tako prvič v lifeu jih nisem prav čutil. In sem že mislil, okej, fakt, to je konce. Odpadli mi bojo prsti. Ampak ja, ene 3 ure pa pol sva hodila čez ta prelaz. In ja, prideš do vrha in še kar je pihalo tam na vrhu, ampak takrat sva se pol ustavila in si mogla pa prav skupaj tako roke segreti. Ja, to je bilo kar ekstremno. Na nek običajen oziroma bolj tak barvit trekking se je prelevil v res nevarno situacijo, nevarno situacijo, da ste prav mogla preživeti. Ja, mislim, vse so tudi drugi hoteli, ne, jaz sem itak sebe mogel v glavu, ker tam hodiš, ne, in si kar, wow, fuck, kaj zdaj naprej, ne. In si moraš prav v glavu govoriti, itak jaz sem videl že v spredi par teh ljudi, ki so hodili pred mano, ne. Sem rekel, fuck, ja, če so ti Američani prišli ven tudi jaz, ne, da se moraš samo motivirati, da greš čez, ne, in ja, tako malo v glavi, no, se je glava ti začne tuhtati, fuck, ker okej, neka varianta verjetno, mislim, neka možnost verjetno je bila, da tam bi lahko kar padel, zmrznil, karkoli, ne. Samo fora je, da niso nič, te tam v kampusu pač rekli, ja, nevihta bo, ne, pač nič tako ni noben rekel, veš, tudi kar so brala po netu, nikjer ni nič, ne bom pisal o takih razmerah, ne, razen pisali so, da lahko sneži, ne, in to je bilo poletje. Tam to ni važno, ne, tam lahko sneži pač kadarkoli, ker je tukaj zmešano vreme. Ja, sej sicer pol prideš, ne, do vrha, ampak si tako, wow, fakt, čez ko sem zdaj šel, ne, zadnje 3 ure. Ampak ja, no, to je bilo vredno, no, rečemo, ker pol prideš pa na vrh, pa vidiš tole, ne, takle ledenik, ki je res, ta je Glacier Grey, ne, ta ni to, ki si ga ti omenil, Tilen, ta je malo manjši, vseeno pač ogromen, ne.
in ga tako vidiš dol, ne. Ti moraš iti dobesedno skoraj dol za ledenika tamle in pol levo hodiš in ga skozi gledaš, ne. Tako da je kar hud sajt, no. Vsaj nehale snežiti pol, ko prideš na drugo stran, ne. Tam kot da ni bilo nič, kot da bi odrezal. Čisto drugačna klima, ni snežilo, ni pihalo. Tako res zelo zanimiv. Takole je, ne, ledenik in ga izgleda. Drugače sem želel še, da te prekinem prej omeniti, če s takšnimi izkušnjami, kot je ta trekking pa takšne varne situacije, dobiš ta občutek, razviješ ta občutek, kdaj se pravi čas obrniti nazaj, pa ne tvegati naprej, kdaj je tisto res tista kritična točka, ne, ko je znano, da veliko ljudi se pač ne zna ustaviti v pravem trenutku, ne. Ja, tukaj ne moreš. Bilo je kaj, mislim, Ja. Ja, sorry, no, v tej situaciji pač ne moreš iti nazaj. Ker je isto, no, mislim, isto boš spet hodil do enega ali do drugega kampa, a veš, in če je nevihta, res, ne, tukaj se nisi mogel obrniti, ne, tukaj si pač mogel iti čez, ker ja, sej, isto je, ne, ker itak pol je hudo začel biti tam nekje na polovici in pol hočeš, ne, pač moraš iti naprej, ne, in to si sam to rečeš, ne, pač, moram pregurati, mislim, ni druge, ne morem se obrniti. To je to, ne, to danes naredimo, to je to. Tako da, to, kar dobiš v glavi neko, pač po mojem, no, tako, kar sem jaz dobil, tako malo nekako drugače, ker še nisem bil v taki situaciji nikoli, se verjetno vsak, ki je bil, verjetno lahko isto reče, no. Pač se moraš v glavi prepričati, da pač čez to greš in to je to. Je bila pa pač izjema, ne, mislim, ker jaz sem pol čez 2 meseca še ene druge srečal, ko so tudi bili v enem podobnem terminu na isti destinaciji, na istem trekkingu in so rekli, da so imeli sonce in najlepše vreme čez ta prelaz, ne, tako 2 tedna kasneje po nama, ne. Tako da res pač, kakor trošk, tukaj res ne moreš napovedati. Res pa je, da se tudi jaz bi lahko bolj pripravil, ne. Mogel bi imeti nepremočljive rokavice, ki jih nisem imel. In če bi imel to, bi bilo že itak lažje, ker me ne bi vse v prsto, ti mi ne bi zmrzlo, ne. Pa če bi imel tudi neke bolj hude gojzerje, tudi bi bilo lažje, okej. Ampak, ja, no, to so mogoče te stvari, ki bi jih še, če bi šel še enkrat, no, bi sicer imel nepremočljive rokavice. Pa palce obvezno. Nekje v nekih blogih piše, ja, ni treba palc, mi da smo jih vseeno vzela. Ampak so bile res nujne, mislim, mene bi res podrl, če ne bi imel palc. Tukaj se pravi spet novo vprašanje sa strani publike, torej Anja zanima, pa lahko pokličeš pomoč v kriznih trenutkih, je signal tam, ali imaš ta telefon satelitski? Veš, da niti nisem, po mojem pogledu, moj telefon ni bil čist, to sliko je ona naredila, ne, o tem, spomnim, kako je potegnila telefon ven, ker jaz ga pač nisem mogel, ker nisem prsto čutil. Tako da ne vem, sploh, če bi lahko koga poklical, mislim, siguren, se tudi na Everest pride pomoč, ne, ampak tudi vejo, ne, oni, če ti ne prideš od kampa do kampa, pol vejo, da je nekaj narobe, ne, ker ti se moraš vpisati tam, ne, moraš iti po rezervacijo, tako da pač siguren bi tukaj nekaj bilo, no, nekaj bi se zgodilo, če ti ne bi prišel do neke ure, ker vejo, kdaj si štartal iz prejšnjega kampa, ne. Tako da, po moje, to je edina opcija nekako, ne vem. Ja, hvala Bogu. Torej, te rezervacije kampov so tako nujne kot vpisne knjige, ne? Ja, v normalnih planinskih poteh, ne? Tako je. Ja, saj to je zaradi varnosti zelo, ne. Tule sploh v takih res odročnih krajih, ne. Je nujno, ja. Tako da, ja, takole se Zdaj, ko se, pardon, da ti še enkrat prekinem, zdaj, ko se pomikamo proti koncu tega dneva, pa bomo tudi počasi zaključili prvi del naše Patagonije, ne? Oziroma tvoje potovanje. Tako ja, sej, glih prav, no, ker ja, zdaj smo dali tole najhujši nekak del, tale najbolj adrenalinski. Drug so, ja, sicer v drugem delu bom govoril tudi še o naslednjem trekkingu, ne, ker sva šla, ta je bil v Čilu, ne, v Čilenskem nacionalnem parku v Patagoniji. V drugem delu bom več govoril o trekkingu na argentinski strani, kjer je tudi ta znameniti Fitzroy gora, ki je tudi na logo Patagonije. Tam ni bilo takih ekstremnih razmer kot tukaj, no, je bolj easy trek bil, ampak vse je zelo lep in bom tudi še govoril o nekih drugih izzivih, ki sem jih imela po poti.
Tako da, no, mogoče samo še tole, no. Še takle adrenalinski podvigi so bili. Mislim, adrenalinski pač te viseči mosti, ne, ko se tresajo itak in ne veš, kdaj je bilo to mislim, tam v Južni Ameriki, kdaj je to kdo naredil, kdaj to kdo pregleduje. In potem si tako, ja, ok, grem čez, kar bo. Itak moraš spet, ne. Moraš naprej, ne moreš se obrniti. Tako da, ja, so zanimive, no. In no, mogoče tukaj bi kar pol zaključila počasno, da ne dolgovim še naprej, pa pustimo še kaj za drug del. Torej, ja, konec tega imenitnega trekinga pustimo še za drugi del, pa tudi ta nov treking, no, ki se še ga opravi. Torej, ja, tako smo prišli zdaj do konca prvega dela potopisnega predavanja, Rudijevega potopisnega predavanja v Patagoniji. Naše druženje zaključujemo s polno zanimivimi in avanturističnimi popotniškimi treningi, ki ste jih ti doživel. Upam, da ste se gledalci in gledalke tudi veliko naučili. Izvedeli mogoče kakšen svet za potovanje v to deželo. Ob tem bi se ti že zdaj rad zahvalil za to, da si bil z nami v prvem delu in za predstavitev. Vam, drage gledalke in gledalci, pa za udeležbo. Epizodo si boste lahko gledali na YouTube kanalu popotniškega združenja, poleg ostalih epizod, in lahko tudi poslušate v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Drugače pa do naslednjič, ko se vidimo v nadaljevanju te južnoameriške zgodbe, pa vam želim lep potovalni preostanek poletja. Tako da to je to in bom vajaš. Hvala, se vidimo.